Spoštovani, lepo pozdravljeni na današnjem srečanju z naslovom Na pragu sprememb. Danes bom skušal spregovoriti o priložnosti, ki jo imamo zdaj, ko smo v karanteni, ko se je svet ustavil, razmišljati o tem, kako stopiti, narediti nov korak v bolj pravično družbo. S tem se že nekaj časa ukvarjam in mislim, da je zdaj prav o tem spregovoriti, da nekako izkušamo nekaj novega in tudi imamo dovolj časa, da vidimo, kaj je bilo slabo in skušamo razmišljati na nov način, in zato bomo o tem razmišljali v današnjem prispevku. Najprej se bi rad predstavil, sem iz Kamnika, delam v Cirius Kamnik. To je izobraževalna in tudi rehabilitacijska ustanova za mlade s posebnimi potrebami. Delam kot učitelj ekonomsko-administrativnih predmetov, v okviru šole pa izvajamo tudi nekaj zelo zanimivih projektov. Zadnji tak projekt, ki zdaj poteka, je recimo socialna vključenost v lokalno okolje, kjer skušamo ne samo mlade pripraviti na trg dela, ampak tudi na neko polno, dobro vključenost v svoje okolje. Se pa že dlje časa ukvarjam tudi s konceptom ekonomije delitve. Danes bom ravno o tem spregovoril kot obetajoči priložnosti za prihodnost, kjer ravno ekonomski sistem potrebuje ključne spremembe, ker ravno iz ekonomskega sistema izhaja večina današnjih največjih problemov, če pogledamo samo podnebne spremembe, onesnažena okolja, pa je izjemno veliko globalna neenakost. Naj začnem z enim konceptom, ki ga je pred kratkim oblikovala oziroma zapisala nizozemska oblikovalka, napovedovalka trendov Lee Edelkoort, kjer pravi, da kot celotna družba vstopamo v karanteno potrošnje, kar nas nenadoma spoznavamo nek čisto drugačen svet, ki smo ga že pozabili, kjer lahko uporabljamo stvari, ki so stare, ki preberemo knjige, ki jih imamo doma, se začnemo več pogovarjati. Skratka, nenadoma imamo veliko časa, dobro, ne vsi, ampak veliko ljudi. In po drugi strani nas pa avtorica napeljuje na to, kako smo kot družba, da bi lahko rekli, da temelji družbe so osnovani na potrošništvu, od komercializacij, zdravstveni sistemi, pa šolski sistemi, pa skratka vse je na tem na potrošniških temeljih in zato je ta čas dragocen, da razmislimo, kako gremo lahko naprej. Nekaj stvari je vsekakor že tudi ne samo na naših življenjih se spremenilo v tem kratkem času, mogoče v zadnjem mesecu, dveh. Eno je sigurno to, da je bistveno zmanjšano onesnaženje okolja. To, za kar smo se prej trudili za dolga leta zmanjšati za kakšen odstotek, 2, nam je zdaj uspelo za 50% zmanjšati onesnaženje zraka, hrup in druge stvari. Tako da vidimo, da je možno, seveda z velikimi odrekanji, ampak vendarle vsaj del tega pa lahko ohranimo tudi za prihodnost. Potem zelo dragoceno spoznanje je, da javni sistemi, sploh zdravstvo, so res pomembni za celotno družbo. Saj vidimo, kako so družbe z dobrim javnim sistemom veliko bolj odporne proti krizi, veliko lažje prenašajo to težavo, medtem ko družbe, ki so šle izrazito v komercializacijo oziroma privatizacijo, kjer zdravstvo temelji na potrošništvu, kdor ima denar, ima prednost, pa so
lahko bi rekli, najtežje spopadajo z obstoječo krizo. Še dve pomembne stvari lahko omenimo, sicer dolgovi. Pred nekaj dnevi je Mednarodni denarni sklad najrevnejšim državam jih je oprostil plačevanja dolgov. To si aktivisti prizadevajo že dolga leta in tudi vemo, kako nepravičen je sistem, ta dolžniški sistem, ki revnim državam preprosto ne dovoli, da bi se vsem osvojile, postavile na lastne noge, in to je seveda tudi eden od vzrokov potem za migracije, nezmožnost živeti v taki družbi, kjer ni dovolj delovnih mest, in tudi tako v razvitem svetu, kot v tem, bi rekel, manj razvitem svetu, skratka se zdaj dolgovi preprosto odpisujejo. Še ena zelo pomembna stvar, pred nekaj dnevi oziroma zdaj že kar tedni je generalni sekretar Združenih narodov nekako dal pobudo za globalno premirje, in tudi države, članice Varnostnega sveta se zdaj strinjajo in lahko celo govorimo o obdobju miru, obdobju, ki ga v sodobnem svetu že desetletja ne poznamo. Ves čas potekajo neki konflikti, manjše vojne, ki pa vedno lahko prerasejo tudi v večje konflikte, tako da ta simbol, logotip Združenih narodov, prizadevanje za mir v svetu je na tak, mogoče malo nenavaden način zdaj zaživel. To so res veliki premiki in dobro je, da si, če ne drugega, vsaj zapomnimo, kako so te stvari možne in jih lahko tudi speljamo. V tako imenovanem zahodnem razvitem svetu se zadnja desetletja niti nismo ukvarjali s tem, kaj so osnovne človekove potrebe, ki so zapisane v deklaraciji človekovih pravic, se pravi osnovna človekova potreba kot osnovna pravica vsakega zemljana. Preprosto se nam ni zdelo pomembno, ker je bilo to samoumevno, da imamo dovolj hrane, da imamo dovolj oblačil, da nam je šolstvo, zdravstvo dostopno. Zdaj pa nenadoma smo soočeni z možnostjo oziroma tudi že pomanjkanjem določenih dobrin v naslednjih tednih, če se bodo stvari še zaostrovale, se lahko zgodi tudi kakšno še kaj drugega, da ne bo, oskrbne poti so pretrgane, proizvodnja, tudi pridelava hrane bi bila lahko ogrožena, in soočali smo se z to temeljnimi potrebami oziroma osnovnimi potrebami v svetu, v revnejšem delu sveta, pa že desetletja vejo, kaj to pomeni, če nimaš dovolj hrane, če nimaš dostopa do zdravstvenih storitev in tako naprej. In če na teh temeljih, na teh razmislekih ostanemo, lahko razmišljamo o nadaljnjih korakih, se pravi, če za temelj postavimo zadovoljevanje osnovnih potreb vseh ljudi, tudi se zdaj ukvarjajo s tem naše družbe, in tudi že vidimo prve korake v smeri nekega globalnega sodelovanja, čeprav je hkrati tudi veliko sebičnosti. Države so si začele pomagati, pošiljajo nujno zdravstveno opremo, celo zdravnike in celo določene, recimo, ne vem, respiratorje. Skratka, čeprav gre za bolj, bi rekel, take posamične dejanja, pa vendarle bi lahko v prihodnosti razmišljali o bolj koordiniranih, se pravi nekih, ne vem, agencij, ki bi poskrbela, da so te stvari potekajo na urejen način. V prihodnosti pa na teh temeljih lahko razmišljamo o nekem trajnejšem sistemu delitve osnovnih dobrin na globalni ravni. No, jaz sem o tem razmišljal v enem knjigi, ki je tudi na spletu prosto dostopna, kjer sem o teh stvarih malo bolj podrobno razmišljal, kako bi lahko na globalni ravni z delitvijo dobrin med državami trajno odpravili problem revščine. Dobro vemo, da je v svetu danes še po zadnjih podatkih kar 820 milijonov ljudi,
ki so lačni, še veliko več ljudi je, ki nimajo dostopa do zdravstvenih storitev, in to se lahko izkaže kot velikanski problem pri reševanju take krize, kot je pandemija. Se pravi, naučiti se moramo, in prve korake smo morda že naredili, bolj pravične delitve, vsaj teh dobrin, se pravi teh čisto osnovnih dobrin, ki jih vsak človek potrebuje za neko normalno življenje. Če pa gremo malo nižje, se pravi, če govorimo o ekonomiji delitve na ravni držav, potem pa lahko vsekakor izpostavimo univerzalni temeljni dohodek. Ta ideja je stara že nekaj desetletij. V nekaterih državah so poskusno že izvedli in rezultati so bili ponavadi zelo dobri. Zdaj pa to uvajajo države, kot so Španija, Francija, celo Združene države Amerike. Resno razmišljajo o tem, vsaj kot premostitvenem obdobju. Tudi v Sloveniji lahko govorimo o neki obliki univerzalnega temeljnega dohodka. Bi pa bilo seveda to veliko boljše, če bi na teh temeljih družbo razvijali naprej, ker si lahko samo zamislimo, kako lahko človek, ki ima nek osnovni dohodek zagotovljen, lahko brez problema se loti, ne vem, študija, lahko začne z neko res ustvarjalno dejavnostjo. Skratka, na teh temeljih bi se družba postala veliko bolj ustvarjalna. V trenutku, ko izgubimo ta strah pred prihodnostjo, kaj nam bo prinesla prihodnost, da bomo imeli dovolj za jesti in tako naprej. Druga ideja, ki je bolj nova, vsaj po imenu, pa so univerzalne temeljne storitve. Ta pojem je v obtoku, bi lahko rekli, šele neke 3 leta, ampak vendarle ga poznamo že dlje časa. To je ideja, da bi imel vsak član neke družbe, recimo države, dostop do zdravstvenega varstva, do izobraževanja, do interneta, do javnega transporta. Skratka, vseh teh osnovnih storitev, ki mu zagotavljajo možnost, da lahko, ne vem, gre k zdravniku, kadar potrebuje malo zagotovljeno šolanje, skratka, vse te možnosti. In če pogledamo skandinavske države, bi lahko rekli, da na ta način že živijo, pa so vendarle tudi države, ki so tržno usmerjene, se pravi, imajo pa neko dobro bazo in na tem gradijo lahko svojo družbo. Zdaj, ali govorimo o univerzalnem temeljnem dohodku ali temeljnih storitvah ali pa kombinacije obojega, to bi bilo tisto, kar bi na ravni družbe zagotovilo en izjemen skok naprej, v tem času pa seveda krize pa sploh, in države se tega zdaj tudi poslužujejo. Če pa gremo še na bolj raven, recimo lokalnih skupnosti, mestnih skupnosti, potem pa poznamo celo vrsto že razvitih oblik, recimo knjižnica reči, kjer si na podoben način kot knjige sposojamo razna orodja pa pripomočke za enkratno uporabo. Potem recimo delitev prostorov, čeprav to storitev predvsem poznamo preko korporacijo Airbnb, je to zgolj zelo skomercializirana oblika zelo dobre ideje, podobno kot Uber na področju prevozov. To so ideje, ki so vzniknile v skupnostih, pa so potem podjetja, sploh te globalna podjetja, to preobrazile v neko zelo pridobitniško dejavnost. Saj ni nič narobe, če je to pridobitniška dejavnost, ampak na nekih bolj, bi rekel, osnovnih temeljih, se pravi. In marsikatera mesto, skupnost k temu pristopa zelo sistematično. Primer tega je recimo Seul, mesto, ki mu pravijo kar sharing city, mesto delitve, kjer sistematično skrbijo za delitev praznih prostorov, recimo pisarn, parkirišč, privatnih, javnih, stanovanj, zemljišč, in s tem so bistveno zmanjšali pritisk na javne
na te, bi rekel, na vire, manj onesnaževanja, pa tudi družbena skupnost je s tem bolj povezana. Se pravi, lahko neka lokalna skupnost, tudi velemesto, kot je Seul, si lahko na ta način zelo pomaga, vključi ljudi v da svoje vire, tisto, kar imajo na voljo, delijo s tistimi, ki potrebujejo, in ta vzajemna pomoč zelo krepi vsako skupnost. Potem poznamo še celo vrsto drugih pristopov, recimo verjetno poznate zelemenjavo, različne oblike souporabe stvari. V naši ustanovi recimo že 10 let izvajamo vsaj enkrat letno tako imenovani sejem medsebojne delitve. Imamo narejene kupončke in potem na določen dan, ponavadi to v decembru, dijaki, starši, zaposleni prinesemo stvari, dobimo kuponček, potem s tem kupončkom plačujemo, se pravi, v osnovi pa izmenjujemo stvari na tak organiziran način. In ta ideja je zelo enostavna in zelo dobro sprejeta in marsikdo, ki bi drugače težko prišel do določenih stvari, sploh socialno šibkih družin, se ne čuti, da mu je nekdo nekaj dal, ker on nima, ampak na tak dober način pride do stvari, tako rekoč jih plača s tem kupončkom. Skratka, na lokalni ravni že dlje časa lahko govorimo o številnih oblikah delitve, tako da na tem področju celo lahko rečemo, da že skupnosti, starejše skupnosti so se znale pomagati, deliti, to nam sploh ni nekaj neznanega. Tudi recimo v družinah je ekonomija delitve pravzaprav osnoven ekonomski sistem, če lahko temu tako rečemo. Kaj pa lahko naredimo na povsem osebni ravni, pa je naš drugačen odnos, se pravi, lahko mu rečemo, da na nek prostovoljen, se pravi zavesten način pristanemo na nek bolj preprost način življenja. To seveda ne pomeni, da se odpovemo računalnikom, telefonom, tudi potovanjem, ampak vendarle, da se znamo omejiti, da si znamo postaviti neke prioritete, da se na stvari pristopimo bolj z vidika kvalitete kot pa kvantitete. No, in v tej ideji, ki je seveda že stara stoletja ali pa celo tisočletja, spomnimo se Budove srednje poti, se pravi, nekje med neko ravnovesje med bogastvom in revščino, se pravi, to je tisto, kar je že Buda zagovarjal, da je najboljši način življenja srednja pot. To idejo je v zahodnem svetu leta 1936 z esejem nekako prinesel ameriški filozof Richard Gregg, ki je potoval v 20. letih prejšnjega stoletja po Indiji, se seznanil z Gandijevo idejo nenasilja in te stvari nekako povezal in tudi o prostovoljni preprostosti govoril kot o obliki nenasilja do narave, do drugih ljudi in tako naprej. Se pravi, če gledamo zdaj praktično 80 let več nazaj, že takrat je Richard Gregg razmišljal o tem, kako imamo sami kot potrošniki izjemno moč, da oblikujemo ekonomski sistem, s tem pa tudi družbo kot celoto. Se pravi, če se mi odločimo, da ne bomo kupovali nekih cenenih stvari, pa bomo res prišli na neke zelo kvalitetne stvari, bomo postopno preoblikovali tudi podjetja, ker podjetja vedno, se pravi, razmišljajo, kako nekako zadovoljiti naše potrebe in želje. In mi smo tisti, ki moramo voditi to zgodbo, ne pa zgolj, da padamo na te, bi rekel, nekako poceni
reklame in drvimo v trgovine. Saj ravno v tem času vidimo, da lahko zelo kvalitetno živimo tudi s tem, da gremo samo enkrat na teden v trgovino, da si kakšno stvar zašijamo, da si sposodimo. Skratka, to je nekaj, kar v zadnjih mogoče desetletju, dveh res takega nebrzdnega potrošništva sploh ne znamo več razmišljati. Na koncu pa bi bila ena taka zaključna misel, ali pa recimo, kako naprej, da ta latinski rek paucas et bona, se pravi manj, a tisto dobro. Če bi mogoče zdaj vse skupaj to moj razmislek povzel, lahko rečemo, da smo v času, kjer imamo izjemno priložnost, da premislimo o tem, kar je za nami, vzamemo iz tega najboljše in razmišljamo o družbi, ki je pred nami, in razvijamo nove stvari, čeprav je res velika želja sploh naših voditeljev, ekonomskih in političnih, da se čim prej vrnemo tja, kjer smo bili, čeprav res dobro vemo, da če se bomo vrnili natanko tja, kjer smo bili, je to slabo in nas na drug način kot zdaj lahko to recimo čez 10 let ustavi na mogoče veliko bolj boleče načine, če ne bomo znali zadržati globalnih sprememb, podnebnih in onesnažili okolje in tako naprej. Se pravi, ne glede na vse stiske, ki jih ta hip doživlja marsikdo, na težave, na zdravstvene probleme, ki izhajajo iz tega, vendarle lahko rečemo, da smo v času, ki nam ponuja izjemno priliko, izjemno možnost, da naredimo dober korak naprej, da navdihnemo drug drugega in se usmerimo v prihodnost. Nikakor pa ne, da se za vsako ceno vrnemo tja, kjer smo že bili. Možnosti imamo, s tem bi se vam tudi nekako zahvalil in tudi se veselim naslednjih srečanj, kjer bomo drug drugemu v navdih. Skratka, hvala lepa za pozornost.